Začetek trilogije imenovane Rudar s prvim polfinalnim dvobojem Hervis pokala Slovenije. Po odličnem nizu je bilo treba preusmeriti misli s prvenstva, prva v nizu 3 tekem z istim nasprotnikom v enem tednu, pa je pomenila novo zgodbo brez zanašanja na prednost z ligaške lestvice. Toda tudi v pokalnem izzivu ni veliko manjkalo, da bi se ponovila učinkovitost s tekme proti Nafti. Čeprav je treba priznati, da je v prvem polčasu bilo nekaj težkih trenutkov. Začelo se je po mariborskih notah s hitrim vodstvom. Rajčević se je spretno odzval, potisnil žogo proti kazenskem prostoru, kjer je Velikonja ostal zbran in v slogu prekaljenega golgeterja zaključil napad z udarcem po tleh mimo vratarja Savića. Med živahnim dvobojem 5 minut kasneje izenačenje. Velenjčanom je uspela akcija po levi strani, Rošer je tik pred črto še prišel do žoge, jo z leve strani poslal pred gol, kjer je bil najvišji Črnčič in z glavo usmeril žogo v mrežo. Končnica prvega polčasa je nato minila v znamenju domačih nogometašev. Najbolj aktiven posameznik na igrišču pa je postal Marko Pridigar. Vselej odlično postavljen, je prestal preizkušnjo. Danes sem jaz par obramb imel, vendar mislim, da je danes današnji rezultat zaslužna vsa ekipa. Tako kot jaz ne moram zadevati gola, oni tudi ne morajo braniti, danes smo si vsi pomagali med sabo. Najprej je Pridigar preprečil namero Klinarju, ki se mu je ponudila priložnost za povišanje vodstva, vendar ni premagal zadnje mariborske ovire, končalo se je s kotom. Pridigar se je z odličnim posredovanjem izkazal tudi ob naslednjem soočenju s Črnčičem. Strelec izenačujočega gola je bil tokrat poraženec dvoboja z mariborskim vratarjem. Tik pred odhodom v slačilnico pa znova v glavni vlogi Klinar in Pridigar. Še enkrat zaključek v znamenju vratarja, ki je z bliskovito reakcijo žogo ujel pred igralcem Rudarja. Med odmorom se je Darko Milanič odločil za dvojno menjavo, priložnost sta dobila Lesjak in Mejač. Zalegla so opozorila o pomanjkljivostih v prvem polčasu, na igrišču povsem drugačna podoba. Od prve odigrane žoge v drugem polčasu so vsi fantje na igrišču bili pri stvari in to nas potem nagradi. Tako kot zmeraj je tako, ko smo tekavsko dobri, ko smo razpoloženi za oddelati tekmo, potem kvaliteta pride do izraza. Brez teka, brez agresivnosti ne moreš narediti nič. Kaj se obeta, je nakazala 53. minuta, ko bi trenutek nepazljivosti skoraj drago stal velenjskega vratarja, ki se je obotavljal pri izbijanju žoge na robu kazenskega prostora, do njega je prišel Milec, a je Savić v zadnjem trenutku uspel izbiti žogo. Naslednjič pa je že moral Savić po žogo v mrežo in ta poteza je pomenila tudi poseben trenutek. Prvi gol Aleša Mejača za NK Maribor. Z desne strani je podal Velikonja, Mejač se je odločil za udarec z 25 metrov z levo nogo, ob slabem posredovanju vratarja Savića pa se je žoga skotalila čez golovo črto. Prva misel v bistvu, da je še druga slepa kura po Vilerju, ne. Drugi polčas smo odigrali res na dobrem nivoju, dosegali te zadetke, imeli še nekaj priložnosti, rezultat bi lahko bil na koncu še višji, ampak smo zadovoljni z rezultatom in gledamo že na naslednjo tekmo. To je bil uvod v stopnjevanje premoči mariborskega moštva ob silovitih napadih po podaji Volaša do obetavne situacije kot naslednji Ibrahimi, žoga mimo vratarja, a na koncu tudi mimo desne vratnice. Potem pa mat v 3 potezah za 3-1. Pridigar je izbil žogo, Volaš dobil skok in usmeril žogo proti kazenskem prostoru, Velikonja pa je spretno spremljal akcijo in ob Žinku ter vratarju Saviću prišel do žoge, s tem pa tudi do novega učinkovitega zaključka.
In dokler si nogometaši Rudarja še niso pomogli od šokov, so morali že četrtič po žogo v mrežo. Tokrat v vlogi podajalca Milec, spretno je opazil, kje se nahaja Ibrahimi, ki je prejel žogo z natančnim udarcem, pa nameril v levi kot. Pred popolnim potopom je Velenjčane rešila vratnica po spretni akciji po desni strani in prodoru Ibrahimija. V končnici so domačini imeli dovolj časa, da zmanjšajo zaostanek. Po dolgi podaji v kazenski prostor je Majcen uspel priti do učinkovitega zaključka in tako nekoliko omilil izhodišče pred povratnim dvobojem 18. aprila ob 17:30 v Ljudskem vrtu. Pred dokončno odločitvijo o finalistu pokala pa se bosta moštvi to soboto ob 18. v Velenju pomerili še za prvenstvene točke.